Drugo etapo smo začeli v letoviškem naselju Lido di Pomposa. Zrak je bil svež, morje mirno, mi pa pripravljeni na najdaljšo 101-kilometrsko etapo. Skozi obmorsko letovišče Lido degli Scacchi smo kmalu prispeli v Porto Garibaldi, najstarejše izmed 7 letovišč Comacchio. Kraj, ki se je nekdaj imenoval Manjavaka, danes pa nosi ime po italijanskem narodnem junaku Garibaldiju, je že na prvi pogled razkril ribiško identiteto. Kanal, stare barke, viseče mreže in značilne koče na kolih. Kanal smo morali prečkati po zelo prometni cesti, a smo takoj zatem zavili na mirnejšo, vzporedno pot, kjer smo znova ujeli pravi kolesarski ritem. Nadaljevali smo skozi Lida degli Estesi in Lida di Spina, še 2 letovišč Comacchio, nato pa zapustili obalo in nadaljevali ob kanalih in mirnih plitvinah z lesenimi pomoli in ribiškimi mrežami. Pri ribiški postaji Bellocchio smo zavili na nasip Angine degli Angeli na mreže angelov, ki se je izkazalo za pravo kolesarsko poslastica. Več kot 5 km dolg nasip čez laguno Valle Lido ali Manjavake ponuja edinstveni občutek ozke poti, voda na obeh straneh, nad glavo odprto nebo in vtis, da lebdiš med kopnim in morjem. Ime nabrežje angelov je v takšnem okolju skoraj samoumevno. Ta izjemni nasip leži v južnem delu Valli di Comacchio, ki je del parka Delte reke Pad v Emiliji-Romaniji. Park je od leta 1999 pod UNESCO-ovo zaščito. Ko smo pri ribiški postaji Volta široko zapustili angelski nasip, smo še nekaj časa sledili kanalom, nato pa se za nekaj časa poslovili od vode. Po ravninah Emilije-Romanije, mimo travnikov in njiv ter skozi vas San Romualdo smo prispeli v Raveno, nekdanjo prestolnico zahodnega rimskega cesarstva. To, nekdaj pristaniško mesto, ki je danes od morja oddaljeno 10 km, nas je očaralo z bogato zgodovino. Čudoviti mozaiki, mavzolej Gel Placildije, zadnje počivališče Danteja Alighiera in druge znamenitosti puščajo vtis, da hodiš po ulicah, kjer teče čas nekoliko počasneje.
Ko smo zapustili Raveno, se je pokrajina znova povsem odprla. Skozi gozdove, čez polja in mimo številnih jezer smo znova dosegli obalo v Lidi di Savio. Nadaljevali smo ob morju do Kervije, znane po parku Solin, nato pa še do slikovitega pristaniškega mesta Casertacco. Tam nas je pričakal Porto Canale Leonardesco, Leonardovo pristanišče v kanalu, ki ga je leta 1502 zasnoval Leonardo da Vinci in danes deluje kot pomorski muzej na prostem. Obnovljene lesene ladje z visokimi jambori in pisanimi jadri že na prvi pogled pripovedujejo zgodbe preteklosti. Ko smo prispeli v Belarijo, na cilj druge etape, nas je prevajal in prevejal prijeten občutek utrujenosti in zadovoljstva, saj smo uspešno zaključili še eno poglavje naše arkolonavtske avanture.